V zadnji hiši v Matavunu je enkrat živel en mož. Bil je reven in ker ni imel svoje zemlje, je dal sina za hlapca grofu na škol. Fant je bil priden in delaven in grof ga je hitro opazil. Ga je nekaj časa gledal, kako dela in kako spretno vse pospravi. Zato ga je en dan poklical k sebi v grajske sobane in mu rekel: Kaj ti poznaš stričevo Katro v Matavunu? Njen oče je že star in jaz nimam nobene koristi od tiste kmetije. Tam rabim enega pridnega kmeta. Katra je edinka in ti, ki si tako priden, boš dober gospodar. Te bom poročil s Katro, da boš imel kmetijo. Vsako leto pa mi moraš nagrad prinesti za božič jagode. Če jagod ne bo, ti bom kmetijo vzel. In res je grof naredil tako. Ga je poročil s Katro, mu prepustil kmetijo in tisti fant in Katra sta lepo živela. Sta delala in sta dosti pridelala. Z lahkoto sta plačevala grofu, kar mu je pripadalo. Nič jima ni manjkalo. Katra je rodila 3 sinove, lepo so rasli in so bili v veselje in v ponos svojemu očetu in svoji materi. Vsako leto za božič je nesel kmet nagrad pest jagod za grofovo hčer. Sreča je trajala dolgo. Potlej pa se je začelo. Kmet je zbolel in je omagal. Ni mogel na noge. Bližal se je božič, bi bilo treba nesti v grad jagode. Če grof jagod ne bo dobil, bi jih zapodil s kmetije. Kmet je vedel, da je pogodba pogodba. Poklical je najstarejšega sina k sebi k postelji in rekel: Sinek, hodi ti v tisto globoko dolino v Lisično, odkrij sneg pod tistim velikim drevesom, odstrani listje in naberi v klobuk pest zamrznenih jagod. Potlej zakrij z listjem in snegom tisti prostor in nesi jagode na grad. Povej, da sam ne morem priti in da sem poslal tebe. Najstarejši sin je naredil, kot mu je oče ukazal. Je šel v Lisično, pogledal, kje raste največje drevo, odstranil listje in zagledal zamrznjene jagode. Jih je natrgal v klobuk, pokril ledene jagode z robcem in se odpravil ven iz doline. Ko je splezal z Lisične gor na vrh, ga je na vrhu čakala ena odurna, grda baba in ga je vprašala: Fantič, kaj neseš v klobuku? Fantu je bila baba grda in se mu je zdela preveč radovedna, zato je odvrnil: Kaj da nesem? Drek nesem, če vam je prav. Baba ga je pisano pogledala, dvignila van prst in rekla: Prav, če je drek, naj bo drek, in je izginila. Ta starejši sin je prišel na grad škol, odkril klobuk, da bi dal grofu jagode, pa v klobuku ni bilo več jagod. Notri je bil drek. Grof se je razjezil, poklical biriča in ta je fanta vrgel v grajsko jamo, ki je bila na sredi grajskega dvorišča. Potlej je šel birič v Matavun in povedal očetu, kaj je fant prinesel v klobuku in da bo gnil v ječi, ker je užalil grofa in grofično. Očetu je bilo hudo. Poklical je k postelji ta srednjega sina in mu naročil tako kot ta starejšemu. In tudi ta srednji fant je šel v dolino Lisično, nabral pest zamrznenih jagod, pokril klobuk z robcem in šel iz doline. Tudi njega je na vrhu čakala grda stara babura in ga vprašala, kaj nosi. Tudi on je zabrusil: Kaj da nesem? To vas nič ne briga. Ma da boste sita, vam povem, da nesem en prav navaden siv kamen. Baba je dvignila prst in rekla: Kamen je, kamen naj bo, in je izginila v jamo. Ta srednji sin je prišel na škol, poklical grofa, ga pozdravil in mu hotel dati iz klobuka zamrznjene jagode. Grof je pogledal v klobuk, tam pa je bil en navaden siv kamen. Poklical je biriča, ta pa je prijel fanta in ga vrgel k bratu v jamo pod gradom. Potlej je poslal grof biriča k kmetu v Matavun in mu rekel: Spomni kmeta, da mora moja hči pojesti za božič jagode, če ne bo umrla. In če bo umrla grofična, bosta umrla tudi oba njegova sinova, ki sta v moji jami pod gradom. Jagode morajo biti do polnočnice na gradu. Birič je šel k kmetu in mu povedal, kar mu je naročil grof. Oče je poklical še tistega najmlajšega sina. Tudi njemu je ukazal tako kot starejšima dvema, kako naj najde jagode. Oče je gledal svojega drobnega sina, ki je na povrh še močno jecljal in bil tako malo nazaj in si je mislil, da ne bo nič opravil, če še ta starejšima ni uspelo. Na koncu pa mu je le rekel: Sinek, vse je v tvojih rokah.
življenje grofične, življenje tvojih bratov in naša kmetija. Fant se je odpravil v lisično, je bil že mrak. Komaj je še videl jagode tam pod drevesom in pod listjem. Nabral je peščico zamrznenih jagod in hitel ven iz lisične. Na vrhu je stala baba in ga je vprašala: Kaj neseš v klobuku? Fantič je jecljaje odgovoril: Mam, nesem jagode grofu, ampak eno vam pa dam, ker ste stara. Je vzel eno zmrzlo jagodo in jo dal starki. Starka je vzela jagodo in rekla: Jagode so, jagode naj bodo. Ti pa boš srečen, ko si jamski Jančki dal jagodo. Nato je izginila. Fant je tekel vse do grada Školja. Je potrkal in dal grofični jagode. Ona ga je pogledala. Med tekom je fant postal velik in postaven. Tako lepega mladeniča grofična še ni videla. Se je takoj zaljubila vanj in rekla grofu: Oče, tega fanta hočem za moža. Ko je hotel fant spregovoriti, se je bal, da bo jecljal, pa ni nič jecljal. Potle so za pusta naredili poroko. Povabili so vse vaščane. Vsi so pili in jedli in se lepo imeli. Tudi brata so zvlekli iz jame.